Že pri prejšnji generaciji je Mazda svojo družinsko limuzino Mazda 6 uspela predvsem z dizelskimi motorji. Na te Evropejci še posebej padamo. Ampak Nemcem, ki radi drvijo po svojih avtobanih, to ni bilo dovolj. Ko se počasnež končno umakne z prehitevalnega pasu, je avtomobil enostavno počasi pospeševal. Kaj bi šele rekli pri nas zaradi vseh teh počasnih balkanskih šleparjev? No, preden se posvetimo motorju, 136 kW se vsekakor poda tudi spodobna zunanjost in Mazdi 6 ne moremo ničesar odčitati. Sploh s paketom opreme GTA, ki s številnimi dodatki in 18-palčnimi platišči pusti zelo privlačen vtis. Dve izpušni cevi na zadku razkrivata, da gre za trenutno najmočnejši motor v ponudbi. Notranjost ni tako prestižna kot pri dražjih limuzinah tega razreda, ampak je dovolj privlačna na pogled, zelo lepo osvetlitvijo merilnikov v rdeči in modri barvi, potem veliko prostora in ogromnim prtljažnikom, ki ga prekrivajo vrata. Tudi ta Mazda ima sistem RVM, ki opozarja na vozile v mrtvem kotu. Sploh pa je očitno, da je ta avtomobil namenjen predvsem avtocestnim vožnjam. Motor je v nizkih vrtljajih len, potem pa se pri 2000 vrtljajih konkretno zbudi in močno vleče, ampak le do 3500. Potem je že treba prestaviti. Sicer ni s tem nič narobe, ker je menjalnik zelo dober, ampak sem mislil, da bo motor 400 Nm navora lepše in bolj zvezno deloval v celotnem območju. No, povsem drugačna zgodba pa je, ko pohodite plin do konca pri 130 km/h. Sicer nas Slovencev to ne bi smelo zanimati, ampak takrat Mazda 6 res pokaže, kje je doma. Pa še porabi ne veliko, če upoštevate moč, torej v povprečju okoli 7 litrov. Sem skoraj prepričan, da bomo Slovenci še vedno najprej pogledali k šibkejšima motorjema z 2 litroma prostornine. Če ne drugega, zaradi cene, ki je pri tem že 32 000 evrov. Ampak izgleda pa dobro.